nismo rekli, da smo bili povsem nezadovoljni, smo imeli pa veliko pripomb. Zdaj, zakaj smo potrdili? Zaradi tega, ker ne želimo, da bi občina zaradi nepotrjenega proračuna bila prikrajšana za izvajanje nekih investicij, ker vemo, da bi potem v primeru, da ne bi bil vsaj za letošnjo leto 2025 ni bil problem, letošnji pa je, bi potem te investicije obstale in bi moglo biti začasno financiranje, dokler ne bi bil proračun sprejet. Jaz osebno težavo vidim v tem, ko sem že prej navedel, da smo recimo bili del koalicije in je bilo enostavno pri pripravi, smo smatrali, da moramo sodelovati pri pripravi, ne pa da to delamo s pripombami pa z amandmaji, kot se je na koncu zgodilo. In na koncu so bile te naše pripombe in amandmaji v večini upoštevane. Se pravi, da je bil prvotni predlog proračuna slab, ampak mi pri njem nismo sodelovali. In tukaj smo videli glavno težavo in to nikakor nismo mogli dopovedati in je to edino demokratično orodje, ko nam je ostalo, da smo v bistvu naredili po našem mnenju trenutno vzdržen proračun. Največja težava je seveda previsoka tekoča poraba. To je največji problem, ki se v tem smislu nadaljevanja samo lahko še povečuje, kar pa pomeni zelo veliko težavo za razvoj mestne občine Krško. Tukaj v naši svetniški skupini smo videli tukaj največjo težavo in to smo tudi najbolj opozarjali na pripravi pa sprejemanju obeh proračunov. Vzrok je po mojem videnju dosti v tem, da so se tudi povečali razni stroški, cene na energentov pa tako naprej, pa seveda največji vzrok je po povečanju obsega tega dela. Bazen je ratal, ni več bazen, zdaj dejansko že po normah za evropsko prvenstvo vaterpola noter, povečalo se je bazen, ogrevalni bazen, posledično je to seveda večja količina vode, več denarja za ogrevanje bo potreba, tako da eno z drugim se je povečalo, kar pa mislim, da v tem trenutku ne moramo, bi rekel, ne dovoliti, ne moramo si privoščiti zaradi to, kar sem že poudaril parkrat, tekoče porabe. Ja, govorili smo o tem v brestaniškem bazenu, zdaj pokritju, bi rekel, težko zdaj tudi ocenim ali pocenimo, kako bi na tak način lahko to ustavili. Zdaj, jaz upam, da bomo na seji dobili prave odgovore, da se bomo lahko tudi pravilno odločili. Mi smo zdaj, bom rekel, v fazi investicijskega programa in to je ta vrednost stroška bazena. Mal je bil, bom rekel, ta, da ne bom uporabil besede navijaško, dobili smo ga, mi smo dobili gradbeno dovoljenje. Zdaj se šele bo začelo delati projektna dokumentacija za izvedbo, zdaj se bo šele začeli delati popisi, zdaj bo šele znan projektantski predračun, na osnovi katerega bojo bile ponudbe. In veste dobro, bom rekel, iz medijev za kakšne večje projekte, ki jih gledamo, bom rekel, da zna biti pa, bom rekel, ponudba ali pa ponudbe, ki jih bomo na koncu dobili krepko više od vseh teh vrednosti. Potem naslednja stvar je, ki smo tudi že opozarjali, da ne vemo, kaj nas čaka, ko se bo začel graditi pri sami gradbeni jami zaradi nivoja Save. To so stvari, ki lahko, bom rekel, privedejo do aneksov, do dodatnih del in tako naprej. Tako da vse te stvari so neznanka. Mi imamo zdaj zgolj, bom rekel, investicijski program, ki je pač po mojem mnenju nekako pripravljen na tisto vrednost, ki si jo že v štartu nekako zadal, da bi bil ta bazen kakor toliko všečen iz finančnega vidika, ampak bojim se, da bo v vsaki fazi, bom rekel, kakšna vrednost višja in bom rekel, jo bojo težko občani sprejeli, kar se tiče financ. Hvala. Veste, kak je vražja luknja, sej zdaj je park urbanih športov. Prej je bila vražja luknja. Park urbanih športov je bolj, bom rekel, širše sprejemljivo ime, ker tu bolj izhaja, bom rekel, iz parih posameznikov, pa tudi te so vpleteni, bom rekel, v občinsko politiko, ki nekako, bom rekel, so protagonisti tega projekta. Je pa res, da tukaj je velik poudarek na tem pump tracku. Ta pump track, to smo si šli mi malo pogledati, večinoma je to ob nekih, bom rekel, objektih družbenih dejavnosti, šolah in tako naprej. Če govorimo pa bom rekel, sama tekmovanja, kar je povezano, bom rekel, z tem, bom rekel, trendovskim organiziranjem mladih, bom rekel, glasno glasbo in tako naprej, to, kar spodbuja, tudi ta pump track, je pa že to, kar smo že danes ugotovili, mislim, da je to neprimerna lokacija ob pokopališču, ne glede na to, da so rekli, da bojo to neki nasipi, te nasipi, ker bo to verjetno neko konstrukcijski element, v teh nasipih bo izredno dragi, to smo že opozarjali, tribune bojo, pravijo celo, da bojo tribune za 300 obiskovalcev recimo in tak dogodek nekako
ne sodi tam. Se pravi, mogoče na kakšno drugo lokacijo ali pa v drugi obliki z nekimi bolj mirnimi, tišjimi vsebinami. Glejte, tako kot sem rekel, teh 5 natečajnih nalog, jaz sem jih šel podrobno pogledati. To je pač bilo tista čist prva faza, ne. Tam noter so podatki taki, da bi človek rekel, da kaj takega ne more priti kot izdelek iz, bom rekel, zbornice za arhitekturo. To je moje mnenje, ker so cene tako različne, tiste, bom rekel, neke ponudbene, da za več vsebine, manjša cena, za manj vsebine, večja cena. Nazadnje je tudi, bom rekel, na zadnjem mestu, saj je bil glih tako dobil priznanje in bil nagrajen, je bilo celo eno lokalno podjetje, ki mu jaz, bom rekel, še nekako verjamem, da so dali neko realno vrednost, ampak za zelo skopo vsebino. Tako da takšna vsebina, kot je pa zdaj, mi sicer tega ne vemo, obljubili so nam že lansko leto, če se ne motim, da nam bojo pokazali, kako gre ta projekt, dela se tudi zdaj sočasno, dokumentacija za gradbeno dovoljenje, tudi bomo verjetno imeli kmalu IP na seji, ampak mi dejansko o teh stvareh ne vemo nič. Lahko pa pričakujemo višjo vrednost, kot pa je, kar pa tudi pomeni, da bo višja participacija strani občinskega proračuna. CTN mehanizem poteka tako, da so 2 faze. V prvi fazi se pridobi neka namera o investiciji, v drugi fazi je pa potrebno že investicijski program, gradbeno dovoljenje in ocena pač investicije. In to gre v presojo potem na ministrstvo. In na ministrstvo presoja upravičenost, ne, in določi, kaj so upravičeni stroški, kaj so neupravičeni stroški. In od odobrenih upravičenih stroškov se potem sofinancira 80%. Kar se tiče teh projektov, torej seveda so zelo, bom rekla, pompozni in pomembni in bom rekla za neke imidž občine zelo prijetni. Prav gotovo pa premalokrat slišimo tisto, kar rabijo občani, to se pravi vsak dan ne rešujemo vsakdanjih težav, ki jih imajo občani in zelo težko, torej prej ste omenila, da kako lahko mi svetniki karkoli naredimo, če se ne strinjamo. Jaz ves čas opozarjam na sistem, ki ga imamo, torej da dobimo 10 dni prej gradivo, da je gradivo prevečkrat preobsežno, da recimo ravno zdaj za bazen je čez 100 strani, marsikdo se na to ne spozna, tudi jaz recimo določenih stvari ne razumem, bom priznala, in odbor, na katerem bomo o tem se pogovarjali, recimo danes pa jutri, ne, v četrtek je pa že seja in je ta sistem, torej utečen sistem, ki ga občinska uprava ne želi spremeniti in ne želi, pravzaprav velikokrat imam občutek, da ne želi nam dati dovolj informacij, da bi lahko karkoli naredili. In potem seveda tudi se poraja vprašanje, ali je to dejansko prava informacija, ki jo dobimo od recimo vodij oddelkov, ali se lahko na osnovi tega odločamo in jaz verjamem, da marsikdaj je premalo časa in potem se pač odločamo po svoji najboljši vesti. Je pa res, da ne želijo, v glavnem, da mislimo svojo glavo, to je pa ves čas jasno povedano.